We are interrupting this program to bring you a special message from the Women's Army. Vstopamo v novo dobo vladavine ženske. Iz sence na sonce, iz ozadja v ospredje. Kiborginje v morju strojno medijskega šuma. Svečenice utopično realne njenje. Moderne misleče kraljice vsakdana. Naseljujemo prihodnost z drzno družbeno iznajdljivostjo in dodajamo novo vrednost multikulturnim in nadžanrskim sentimentom. Vsak prvi četrtek v mesecu, o 9:30, samo v oddaji Sektor Ž. Lepo pozdravljeni in pozdravljene v oddaji Sektor Ž. Danes smo z vami delno že poznana in delno čisto nova ekipa. Namreč, z vami bom Nika, Tjaša in Metka. Me bomo nekako zraven moderirale. Gostih pa bomo imeli tudi doktorico Gabrielo Simetinger in Liljano Drev, to je socialna delavka. Z nami pa je tudi Barbara Rajgal iz Pravne mreže za varstvo demokracije. Torej, kar nabor danes. In tema je zaščita reproduktivnih pravic, specifično pravice do splava. Zdaj, za začetek mogoče predstavimo, kaj vse smo v tem projektu že počele. Namreč, kot sem rekla, nas že poznate do neke mere, smo se že poslušali takole v etru, pa morda Tjaša, če poveš, kaj je ta projekt doslej obsegal. Torej, današnji podcast je del naše skupne nadaljne aktivacije za zaščito reproduktivnih pravic v Sloveniji, k čemur so nas spodbudili naraščajoči organizirani tako imenovani pohodi za življenje, ki smo jih vzeli kot resno grožnjo, ker je pravica do splava nujno potrebna iz zdravstvenih razlogov za ohranjanje zdravja in življenja žensk. Odločanje o rojstvu otrok je odvisno predvsem od socialno-ekonomskih pogojev, ki se tudi v Sloveniji slabšajo. Dostop do splava pa je neposredno povezan tudi z varnostjo in enakostjo spolov. In zato smo se v prvi skupni akciji v projektu Niti ena več, tako kot si rekla, Magdalene Krivopete in Sektor Ž, v podcastih skupaj poglobile v to, kaj sploh pomeni pravica do rojstva ali pa ne rojstva otrok, pravica do razpolaganja z lastnim telesom, kako poteka postopek splava, kako in zakaj nam ženskam omejujejo to pravico. Poglobile smo se na področje Zahoda in Slovenije, pa tudi v zgodovino reproduktivnih pravic v Jugoslaviji in Sloveniji. In s tem smo želeli o splavu poglobljeno in celostno izobraziti sebe, druge ženske in mlade. Imeli smo pa tudi to srečo, da je z nami še 8 žensk anonimno delilo njihove resnične zgodbe umetne prekinitve nosečnosti. Ste pri tem odkrile kaj, kar vas je presenetilo? Ste kaj takega spoznale? Ja, kar nekaj aha momentov je bilo. Najprej se nam je potrdilo, da imamo ženske raznolike izkušnje, ampak najpogosteje splav za žensko pomeni olajšanje in možnost napredka v življenju. Presenetilo nas je to, da evropske kapitalistične države na prikrite načine omejujejo pravico do splava. Ena od oblik je na primer v Nemčiji, kjer imajo cerkve tako imenovane predale za dojenčke, kamor ženske anonimno lahko oddajo novorojenčke namesto izbire splava. Pa to, da tudi v Sloveniji že obstajajo podobne sistemske omejitve do pravice do splava, in sicer s tem, da nimajo vse ženske zdravstvenega zavarovanja in dostopa do ginekologinje, ginekologa. Tudi če imajo zdravstveno zavarovanje, več kot 230 tisoč žensk nima izbranega ginekologinje, ginekologa. Zaradi upokojitve približno polovice ginekologinj v naslednjih 5 letih pa zdravniška zbornica napoveduje najbolj črn scenarij, pač v primeru, da se to zgodi, to je najbolj možen črn scenarij, ni pa nujno, da bo, da lahko brez izbranega ginekologinja ostane še 200 tisoč žensk. No, še en del te akcije pa je bilo tudi ustvarjanje forumske predstave gledališča Zatirani z 8 ženskami. Pa morda Metka, če bi ti kaj več povedala o tem, kako je potem izgledala predstava Nisi sama, ne rabiš biti mama.
Ja, to predstavo, kot je že bilo prej rečeno, smo delali z 8 ženskami zelo različnih starosti, iz vseh vetrov, tudi različnih izkušenj, kar se tiče biti mama ali ne biti mama. Zdaj v tem procesu mi nismo vedeli v resnici, kaj bo se izcimalo kot primer, a ne kot nekaj, kar bo ta skupina prepoznala kot recimo neke točke v procesu reproduktivnih pravic, kjer se počutijo diskriminirane. In ko smo zaključili deljenje teh osebnih zgodb, osebnih izkušenj, je skupina soglasno izbrala zgodbo, izkušnje osebe, ki je torej bila noseča več kot 10 tednov in je šla na postopek splava, umetne prekinitve nosečnosti in pred komisijo prve stopnje za umetno prekinitev nosečnosti po 10. tednu nosečnosti. Zdaj tam v tem procesu je ta oseba doživljala veliko stvari, veliko kaosa v glavi, veliko nekih trenutkov, v katerih se je počutila neslišano, v katerih ni imela časa, da bi reflektirala, kaj se dogaja, v katerih je imela občutek, da je tudi nekako skratka, da je nemočna, no? Da je zelo odvisna zdaj od moči, torej teh oseb, ki so v komisiji odločale o njeni usodi, če tako rečemo, ne? V navednicah. No, skratka, in to, kar je bilo zelo izpostavljeno, da ta oseba ni imela zadosti informacij v resnici o tem, o čem komisija sploh odloča. A je lahko ona, če bo kaj tazga rekla pri komisiji, a lahko ona kaj narobe reče, ona je bila ves čas v strahu, da bo kaj narobe rekla, pa ji bodo zaradi tega zavrnili in tako naprej. Skratka, velike neke stiske in nekega psihološkega pritiska. A bi ti še kaj dodala? Ne, mislim, da si lepo povzela ta strah, ne? Ja. Občutek manjše moči. Ja, v tem procesu in na nek način to birokratsko nasilje, no, če temu rečemo, no, v procesih gledališča zatiranih velikrat tudi kot poimenujemo kot birokratsko nasilje na nek način, pa morda ni namenoma tako, ne, oziroma smo kar prepričani, da ni namenoma tako, ampak ta postopek, način, kako to poteka, v ženski vzbuja te občutke, a ne, in to stisko, no. No in skratka, mi smo potem poustvarili ta proces, ta primer in ga predstavljali v obliki forumske predstave oziroma zakonodajne forumske predstave, o čemer bomo potem kasneje še malo več povedali o tem zakonodajnem delu. Predvsem smo se potem na predstavah z publikami, imeli smo več izvedb, pogovarjali o tem, oziroma prisotne so najbolj izpostavljali to, se pravi, nesorazmerje moči, ne, se pravi, da je ta oseba v resnici sama, ne, v tem nekako v tem procesu napram 3 uradnim osebam, če temu tako rečemo, ne, se pravi 3 članicam komisije. To so, no, opazili, da oseba ni dovolj informirana o tem, kaj v resnici, ne, se odloča in kako se odloča. Potem, neka potreba, potem se je izpostavljala, da bi ta oseba imela še nekoga zraven, ki bi lahko bil v podporo. Sem še kaj pozabila, Tjaša? Ne, ta zaupna oseba pa tudi potem po procesu neka podpora mogoča. Ja. Se pravi, predvsem pomanjkanje te podpore, pomanjkanje informiranosti in nesorazmerje moči, no, da je tudi recimo te stvari so omenjene, naprimer problematizirajo so, kako je prostor urejen, a ne, se pravi, da je tam neka miza, za katero sedijo osebe, ki so v komisiji in na drugi strani mize je torej ta oseba, ki je v postopku, že ta fizična bariera, ne, je recimo bila izpostavljena kot nek predlog, kako bi se dal tudi nekako malo bolj zaokrožiti, pa vse ljudi postaviti nekako na bolj enakovredno raven, no, kar se razmerij moči tiče. No, in če je torej ena od ključnih
poant, ki je bila izpostavljena, bil ta manjko informiranosti, je torej nek majhen delček, ki ga bomo poskušali danes nasloviti, nekoliko povečati zavedanje, kaj točno ta postopek vsebuje, kaj lahko človek pričakuje, ko vstopi v takšen postopek. In zato smo se torej za replike, za pojasnila obrnile na naši dve gosti, ki sta danes z nami. In sicer prva med njima je socialna delavka z Ginekološke klinike v Ljubljani, Liljana Drev. Pozdravljeni. Dober dan. In druga zraven je torej doktorica medicine in specialistka ginekologije in porodništva ter bivša predsednica komisije prve stopnje z ginekološke ambulante v Splošni bolnišnici Novo mesto, Gabriela Simetinger. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Pa bomo kar začeli morda z enimi par vprašanji, če se strinjate. Za začetek, v katerem primeru odloča komisija prve stopnje in v katerem komisija druge stopnje? Zdaj, jaz bi povedala, da obe komisiji vodita postopke za umetno prekinitev nosečnosti po 10. tednu in o njih odločata. Tudi postopke glede vazektomij in vlog za vazektomije in sterilizacije. Vedno, ko ženska ugotovi nosečnost po 10. tednu, gre najprej ne glede na višino nosečnosti na komisijo prve stopnje. In na komisijo druge stopnje gre samo v primeru, da je na komisiji prve stopnje zavrnjena. Se pravi, kot možnost pritožbe je komisija druge stopnje. Tako, da imamo malo razpored v glavi. Zdaj pa vsa naslednja vprašanja predlagam tako, torej, da povemo okvirno za komisijo prve stopnje, pa v primeru, da se to razlikuje, potem pojasnimo, kako je pa drugače pri drugi stopnji, če so kakšne spremembe. Za začetek me zanima, kdo tvori komisijo in kdo jo imenuje. Komisijo prve stopnje sestavlja socialni delavec in 2 zdravnika. Vsi imajo namestnike. Komisijo prve stopnje imenuje upravna enota. V Sloveniji imamo 14 komisij prve stopnje. Vse bolnišnice, ki imajo ginekološko-porodniške oddelke, imajo tudi komisijo prve stopnje. Komisija druge stopnje pa je samo ena v Sloveniji in deluje na ginekološki kliniki. Se pravi, sestavljajo jo socialna delavka in 3 zdravniki, prav tako imajo vsi namestnike, imenuje pa komisijo Ministrstvo za zdravje. Pa druga stopnja torej podobno funkcionira? Podobno, ja, rešuje pač manjše število primerov, pač samo ugovore, bolj zahtevne. Tako. No, in če gremo potem naprej, kakšen je pa kaj protokol obravnave primerov? Katere vsebine so pri obravnavi v ospredju, naprimer kontracepcija, kaj so te teme pogovora, ko potem ženska pride v to sobo in ko se ta pogovor začne s komisijo? Ja, protokol, da bi imeli natančen protokol obravnave, ne obstaja. Ponavadi vedno prilagajamo problemu. Nas pa predvsem zanima, kaj je razlog, da se odloča za prekinitev nosečnosti v tako visokih tednih, po 10. tednu. Ne, to nas predvsem, in to so največkrat so to tudi socialni razlogi, ne, in o tem tudi pretehtamo, se pogovarjamo o teh razlogih in seveda na koncu pač svetujemo, da če bo pač, ko bo postopek, če bo odobreno, ne, in da bomo speljali prekinitev nosečnosti, nas pa tudi zanima, če je kaj razmišljala o nadaljni kontracepciji, da ne bi ponavljali zgodbe. Torej, kontracepcija prisotna tu bolj kot nek preventiven pogovor? Kot svetovanje, ja, kot za naprej. Ja. Na kakšen način je pa oseba obveščena potem o odločitvi komisije, kakršnakoli naj že ta odločitev bo? Odločitev je obveščena takoj. Mislim, ko se zaključimo, ko se pogovorimo, dobi tudi odločitev komisije. V večini primerov, no, ko je odobrena pozitivno, mi tudi takoj napišemo postopek, določimo, kdaj bi, zato je tudi pri nas sta pač 2 zdravnika, sta oba ginekologa, ki sta v komisiji, in zato se tudi glede na višino nosečnosti tudi dogovorimo za postopek prekinitve nosečnosti in o tem tudi obvestimo in celo datumsko določimo. Je pa ponavadi v manjših bolnišnicah, saj kolikor jaz poznam, se v bistvu te komisije za umetno prekinitev nosečnosti, kadar pride ženska noseča več kot 10 tednov, urgentno sestajamo. Zato je tudi taka zmeda, verjetno enkrat sedimo v takem prostoru, drugič smo v drugem prostoru, kjer je prostor. Zato, ker ženska takoj, ko pride čez vrata, želimo problem čim hitreje rešiti in pač kjer prostor je na voljo, tistega ponavadi gremo in oblikujemo komisijo in pač poskušamo čim prej urediti, ne, da ne bi dnevi, ker tu so pač vsak dan je pomemben. Ne.
Kakšen je pa potem postopek pritožbe na delo komisije ali pa morda na odločitev, če bi recimo bila ta zavrnilna odločitev? Ja, v bistvu, kadar pač zavrnemo, ona pač prejme tudi sklep o zavrnitvi, ne? In takrat jo obvestimo, da ima možnost ugovora, pritožbo na komisijo druge stopnje, kjer potem pač obravnavaj ta njen primer. Bi dodali še kaj? Ja, zdaj recimo večkrat že pokliče nosečnica, kadar dobi negativen sklep v našo službo, a ne, in se zanima, čeprav ima že na sklepu napisano, da komisija deluje pri nas vsak četrtek ob 10. uri, naprimer. Tako da ob tem klicu jo že informiramo, seznanimo in damo čim več informacij, kako naj se pripravi na ta dan, koliko časa približno se bo zadržala in kaj vse, kako bo to potekalo. Tako da potem običajno pride nosečnica ob 10. uri v našo službo in napiše pač neko zahtevo, kjer mal pač pisno pove, zakaj je pač zdaj tukaj, a ne, zakaj želi tako prekinitev, in mi jo vedno pred komisijo pošljemo še na ultrazvok, tako da pač imamo še izvid pa točno višino nosečnosti na ta dan, a ne, in potem se sestane komisija, pač vedno smo 3 zdravniki, skoraj vedno, no, izjemoma, če eden manjka, ampak praviloma 3 zdravniki in socialna delavka, in potem pred samo komisijo socialna delavka nosečnico že seznani, da bomo potem najprej skupaj bo komisija pregledala njeno dokumentacijo, se pravi, kaj je napisala, vse izvide, ki jih prinaša, ultrazvok, če ima še karkoli, potem jo povabimo, je na komisiji in se pač skupaj pogovorimo, a ne, tako, da ima možnost sama povedati, jo kaj vprašamo, in potem včasih sprejmemo takoj odločitev, včasih jo še malo pošljemo ven, pa jo potem nazaj povabimo in ji pač povemo odločitev. Zakon nas pa tudi zavezuje, da v bistvu jo tudi seznanimo z drugimi možnimi oblikami pomoči, a ne, vkolikor pač to ne bi bilo. Zdaj, kar smo prej slišali pri tem poročilu ugotovitev iz predstave, ne, torej bilo ok, ta nek strah, da ne bom kaj narobe rekla, mogoče je to točka, kjer lahko poslušalke obvestimo, da torej v bistvu, kar se tiče vprašanj o kontracepciji, ne more nič narobe reči zares, ne, da je to vendarle nekaj, kar se preventivno izpostavi in da tudi, če odgovor ne, kontracepcije nisem uporabljala, to ne bo vplivalo na odločitev komisije. Točno to, ja. To se mi zdi, da je fino vedeti, ja. Je pa, a lahko dodam, je pa res, da zakon pač tudi navaja ranljive skupine nosečnic, ne. Praviloma so to vse po 10. tednu, pa tudi tiste, ki so večkrat prekinjale nosečnost, pa še več jih je, ne. In pač komisija ima tudi to nalogo, da mora storiti vse, da bi se te nosečnice pravočasno zaščitile, da ne bi ponovno se znašle v taki situaciji. Najlepša hvala za pojasnila, za odgovore. Zdaj itak boste ostali še z nami. Bo še prilika za kakšne replike, če bi želeli. Zdaj pa, da se malo pocrkljamo, potolažimo po tej obilici informacij, predlagam, da gremo kar naprej na sekcijo Ena modra. Ena modra. Daj še enkrat. Ena modra. Ena modra. Ena modra. Ja, v Eni modri na spletu poiščemo patriarhalne kikse in si jih dovolimo pokomentirati, medkrat si prej rekla, da si dovolimo biti politično nekorektne. In zbrale so naslednji kiks, ki prihaja z foruma, ki postaja dobro financiran medij klene katoliške tradicije. Mama 5 otrok, ki je, pač ne bom javno izpostavila, objavlja dobesedno fake news zapise o splavu, proti splavu, spodbujanje, da bi ženska v katerikoli že okoliščini vedno izbrala odločitev za rojstvo otroka. Eden izmed teh primerov je recimo zapis o 5 najpogostejših razlogih za splav, pa najprej razlogi so še kar, se mi zdi, tako usklajeni s tem, kakršni v resnici so, ne vem, otroka si ne želim, še sebe ne morem preživljati in tako naprej, ampak vzrok je pa vedno isti in to je strah. In Metka, tebe je ta zapis kar pritegnil, zakaj? Ja, no, oziroma ja, ona piše o teh, da je v ozadju, a ne, da je ta poglaviten razlog je pa strah.
in da potem še naprej nadaljuje, ne, da česa te bo pa strah, če je tu ljubezen. Ja, ljubezen vse premaga. Tako, to je naslov tudi tega članka, ne, ljubezen tako. Vse premaga, ljubezen premaga vse, ljubezen vse premaga, nekaj takega. Ja, zakaj mene to se skupaj tako pritegnilo? Ja, najprej, a ne, ljubezen ne plača računov, to je mogoče, ja, če ljubiš svoje delo, ki ga upravljaš, ok, bi tudi posledično lahko rekli, da ljubezen plača račune, ampak recimo tako, to je ena stvar. Druga stvar pa to, a ne, da ne, je to se mi zdi, no, ta cel članek, pritisk na ženske oziroma predpostavka za ženske, da je njeno glavno poslanstvo izpolnjeno zgolj in samo, če bo rodila otroka. Ne? Recimo to, da si ženska preprosto ne želi imeti otrok, sploh ne more biti kot razlog, to ni nikjer opredeljeno in predvideno kot možen razlog za to, da bi ženska opravila splav. Recimo, to je bilo meni zelo moteče pri tem članku. Ni pa ta najbolj problematičen, ne? Ta je še tako, ja, kjer je najbolj problematičen zate? Definitivno ta, kjer ona prepričuje, da tudi če je ženska posiljena, bi mogla otroka, mislim, tako nekako spodbuja k rojstvu otroka. Ta se mi zdi pa kar ekstremna, recimo. Pa potem še nekje opisuje, da v Sloveniji oziroma v Slovenijo ženske prihajajo množično iz tujine, ker so splavi odobreni tudi pri 7 mesecih. To pa so, ne, tudi naše raziskave, naša zakonodaja, prakso, ki smo jo preverili, pač lahko brez dvoma potrdimo, da je totalen fake news. No, tega ne vidite, ampak tako da veste, vse v studiu dvigujemo obrvi. No, recimo tak spodbujanju rojstva otroka tudi v primeru, če je bila ženska posiljena, malo spominja na tisti začetek boja za pravico do splava iz Italije. Pozabila sem, kako je ime tej ženski, ki se je uprla temu, da bi se lahko, ne, to je ta restitution. Da se morala poročiti s posiljevalcem? Oziroma, da posiljevalec kakor v opravičilo da je posilil to žensko, se pa pol poroči lahko z njo. A ne? S tem reši ta moralno dilemo. Tako, a ni mal, ne, na to. Ja. To je bilo, mislim, da v 60-ih letih v Italiji se je na Siciliji, no, se je to dogajalo, se je ena zelo mlada ženska, no, ne vem, če ni zelo bila mladoletna, uprla temu, torej, da bi moralna in etično se razbremenil, torej ta posiljevalec, če bi se poročil z njo. Ona se ni želela poročiti z njim. Niti roditi otroka. In je zadevo pač peljala na sodišče in je potem sodišče postavilo zelo pomemben precedens, da torej je odločilo v prid njej in obtožilo posiljevalca, torej posilstva. Tako da ja, no. Ampak ja, zdaj smo šli malo drugam, no. No, pa sej je super za zaključek. Tudi to, ne vem, mogoče lahko povesta naši gosti, a je pri 7 mesecih res, da se kar odobri splav? Množično. Jaz moram povedati, da to definicija ni več splav, ampak je porod. Tako da pri 7 mesecih je že porod. Od 22. tedna naprej, oziroma ko je plodek težek več kot 500 gramov, in se smatra kot porod, se vse opredeljuje kot porod. Tako da to ni nikakor ne več splav. Prekinitev je možna, ampak samo, če so zelo hude medicinske indikacije, kar pa pred komisijo prve stopnje še presojani konzilij za obravnavo razvojnih nepravilnosti. V tem primeru. No, tako da to je fake news. Ja. Ampak morda je vse to samo zato, ker ljubezen še ni dovolj naredila, da bi premagala razvojne komplikacije. Ja. Skratka, drage sestre, pamet v roke, potem pa v glavo, a ne? No, ta delovni proces pa je sprožil tudi nastanek zakonodajnih predlogov, ki pa niso čisto torej predlogi spremembe zakonodaje, ampak se tako imenujejo. Metka, lahko pojasniš, kaj točno torej to je in kaj vsebuje?
Ja, prej sem že omenila to famozno zakonodajno gledališče. Namreč to je ena od vej ali pa različic forumskega gledališča, bi jaz rekla. Namreč tako izgledajo te naši dogodki. Mi imamo torej to predstavo, na kateri prikažemo nek problem, ki se nekomu dogaja, neko diskriminacijo, neko nepravičnost družbeno. Potem publika diskutira o tem in predlaga neke različne strategije, kako bi se lahko situacija za osebo, ki je deležna teh nepravičnosti, izboljšala. In potem prihajajo na oder, tako zvani, se zelo redko imamo res oder, torej na območje, kjer se odvija predstava in preizkušajo različne strategije. Pri zakonodajnem, torej to je forumsko gledališče, temu rečemo forumsko gledališče, pri zakonodajnem gledališču pa obiskovalce, publiko pozovemo še, da zapišejo neke predloge, kako bi nekaj moralo biti regulirano, ne glede na to, na kateri stopni, se pravi, bodi si z nekimi pravilniki, protokoli ali pa na ravni neke zakonodaje, da se te nepravičnosti ne bi več dogajale. In potem imamo neko zasedbo v idealnem svetu 3 ljudi, kar smo imeli, in to idealno situacijo zdaj tudi v našem primeru. Torej 3 osebe, ki tvorijo tako imenovano metabolično celico ali zakonodajno celico, to smo malo poslovenili, ki se pravi, v tej zakonodajni celici so 3 osebe, torej ena predstavnica interesne skupine, se pravi nekdo, ki ga ta problem zadeva, en predstavnica aktivistk oziroma aktivistov iz področja in ena oseba, ki je pravna strokovnjakinja. Zdaj v našem primeru smo imeli vse te 3 osebe, torej eno osebo, ki je predstavljala ženske kot interesno skupino, aktivistko z področja iz Amnesty International in pravno strokovnjakinjo Barbaro, ki je tudi danes z nami iz Pravne mreže za varstvo demokracije. No, in mi smo torej na tej predstavi, na teh dogodkih zbirali te predloge. Zakonodajna celica je te predloge pregledala in jih kategorizirala in potem spravila v eno poved, recimo, ne, da je bilo nekako, da smo lahko o tem potem diskutirali in publika je potem o tem glasovala. Se pravi, ali publika meni, da bi takšen predlog res moral nekje biti realiziran. No in na ta način smo prišli do teh zakonodajnih predlogov, ki niso nujno predlogi za spremembe ali pa dopolnitve zakonov, ampak so lahko neki predlogi za različne načine reguliranja tega področja. Tako, krasno. No, in kdo boljši kot Barbara, da nam torej konkretno pove, kaj so ti predlogi vsebovali? Lepo pozdravljena, Barbara. Ja. Kaj ste torej predlagali? Do česa ste prišli? Torej, mogoče samo, da se vam zahvalim za to priložnost. Skupaj smo sodelovali na tem projektu tudi Kaja in Peter, ki sta moja sodelavca in sta tudi veliko energije vložila potem v te predloge, v njihov popis. Meni se zdi to izjemno zanimiva metoda demokratičnega procesa. Je pa to samo košček demokratičnega procesa, ki pa nažalost se mi zdi v demokraciji, kot jo poznamo, v celoti izpuščen. To, kaj si uporabniki želijo. To pač ne obstaja. Pri nas vprašati uporabnika, kaj si želi, kako se počuti, kaj bi spremenil. In to bi po moje, to vaše gledališče bi moral biti input ali pa prvi input, tako rekoč za vse zakonodajne predloge. Seveda pa potem sledi, bi rekla, tehtanje za strokovnjaki, pač ker je kompleksen pravni sistem in vse ostalo. Tako da to je bila zame res ena zelo zanimiva izkušnja, ker sem dobila uvid, ki ga sicer nikoli ne dobim. Zato ker
ko ti vidiš izpovedi, seveda je to metodološko zelo zahtevno tudi za vas bilo, kako izbereš to izpoved, kako jo na nek način iz konkretnega primera abstrahiraš problem tudi, ne? To je vse zahteva neke tehtne razmisleke. Tako da no, in zdaj v tem konkretnem primeru, ko smo ga mi in ta publika gledali, smo nekako ugotovili, da je zlasti, se mi zdi, problem s komunikacijo v teh situacijah, s tem, da se počutijo osebe zelo same v tem procesu, da nimajo občutka enakopravne participacije, da tako rečem, da so negotove, ker ne vejo, kaj jih čaka. In potem še neki mogoče par stvari, ki so bolj strokovne narave, da tako rečem, mogoče pravne, kar sem jaz tudi opazila. Se pravi, te zakonodajni predlogi, če jim tako rečemo, ali pa te prvi inputi, predlogi občinstva oziroma uporabnikov so bili torej vezani na te, da bi prisotnost ves čas, da bi bila socialna delavka prisotna, kar zdaj slišim v bistvu, da dejansko je, morda pa v kakšni komisiji nimajo te prakse, ker je toliko hitro treba odločiti, da morda pa tudi kdaj ne naredijo cele komisije, pa bi bilo dobro, da bi jo. Potem ta psihološka podpora kot drugo, potem pravica do zagovornika oziroma neke zaupne osebe, kar je lahko včasih tudi, ko se potem strokovnjaki pogovarjaš, lahko problem, kdo ta zaupna oseba je, treba je zagotoviti v bistvu popolno svobodo tej osebi, a ne? In včasih ta neka druga oseba morda ne prispeva k temu, da je odločitev potem svobodna. Zelo je bil, bi rekla, z veliko vidikov je treba stvari pogledati, da ne naredimo v želji, da bi naredili dobro, samo slabo. A ne? Potem izboljšanje dostopa do informacij, to se mi je zdelo zanimivo, tudi zato, ker ko sem googlala, da bi našla, kjer klinike delajo, sem našla podatke o tem, kjer klinike delajo to posredno, preko tega, kdo dela vazektomijo. A ne? Na internetu imamo neko društvo, ki ima zelo lepo napisane in vse podatke, telefonsko številko od vseh teh 14 v bistvu komisij. No in potem, to je bilo tudi izrečeno včasih, da bi se morali zdravniki bolj, ampak to po moje nasplošno ljudje občutijo, bolj nekako ukvarjati s komuniciranjem, da na nek način se jim ljudem zdi, da ne dobijo tistih informacij, ki bi jih potrebovali. Potem smo pa imeli kar nekaj predlogov od občinstva glede ugovora vesti. Veste, da v bistvu pri splavu, da imajo zdravniki lahko ugovor vesti in se je pojavilo vprašanje, v redu, ugovor vesti ima zdravnik za poseg, ampak ali ga to izključuje od možnosti, da bi bil član komisije. In to nikjer ni eksplicitno napisano. Zdi se, da s tem v praksi ni težav, bi jaz rekla, in včasih se mi zdi, da sem zelo razdvojena. Po eni strani si rečem, najboljše ne ukvarjati se s problemi, če ti v praksi ne obstajajo, ampak tudi če je samo en primer, ki se to zgodi, moramo imeti neko pravno pravilo glede tega, kaj bomo naredili. Ne? Tako da zdaj tega pravnega pravila eksplicitno nimamo, ampak mislim, da nismo še tam, ko bi ga čisto nujno morali imeti, da bi bilo tako konfliktno ozračje glede tega. Potem pa mogoče smo še opazili glede protokola pogovora, ta negotovost žensk, ki ne vejo točno, kaj bodo vprašane, kaj smejo, ali lahko reče kaj narobe, to izhaja iz tega, da ne ve, kaj bo vprašana in kaj je sploh vsebina presoje. Torej, in zadnja stvar, ki smo jo tudi na nek način opazili, je to, da sklepi, ki jih komisije pripravijo, in na to je tudi varuh opozoril, nimajo najboljših obrazložitev, ker morajo povedati, kaj zakon pravi, recimo, če zavrnemo po 10. tednu, ampak bi morali tudi povedati, zakaj v tem konkretnem primeru se ta zakon uporabi. Torej, v osnovi mogoče še enkrat, če samo povzamem, do 10 tednov je to bolj ali manj čist svobodna odločitev, razen, če bi bili neki zapleti predvideni. Po 10. tednu je vloga in gre to na komisijo in ta prvostopenjska komisija torej odloča ne o tem, ali si ti dober ali slab človek, ampak odloča o tem, ali obstaja nevarnost za življenje in zdravje nosečnice in za njena nadaljna materinstva in je ta nevarnost v bistvu manjša, kot pa nevarnost v primeru, če nadaljuje z nosečnostjo in rodi, torej če je nevarnost za življenje manjša v primeru, da pride do umetne prekinitve nosečnosti, potem se to odobri, to je logika. Če pa je neka nevarnost večja tega, potem pa v bistvu se zavrne in je ta
reče zakon, predlaga lahko torej uporabnica, da se to preveri na drugi stopnji. Ne sem to, da bi vedeli, da v bistvu ne morete tako rekoč kot uporabnica reči nič narobe, no, v tem smislu. Neki predlogi so torej nastali, zdaj pa, ker, kot smo rekli, ne, so to predlogi, o katerih je zelo smiselno prediskutirati tudi z ljudmi, ki so strokovnjaki na tem področju, pa tudi zato, ker pač nima toliko smisla klicati te spremembe v veter, ampak je dosti bolje, če se usedemo in se o tem pogovorimo. Smo se nekaj že pogovarjali doslej, prišle do nekaterih sklepov glede tega, kateri od teh predlogov so lažje izvedljivi, bolj smiselni, kateri manj. In zato bi vas tukaj povabila, doktorica Semetinger, da mogoče pokomentirate, kar ste slišali. Kaj menite o teh predlogih, kateri se vam zdijo bolj ali manj smiselni? Ja, mi smo se potem takrat, ko ste vi prišli do teh predlogov, smo se sestali in smo burno izmenjavali tudi mnenja. In dejansko, jaz osebno sem meni so kritike pač dobrodošle, meni osebno, ampak na nekih stvareh v bistvu smo že začeli delati, že pred tem, mi se zavedamo, da so to predvsem te ženske so bolj iz ranljivih skupin, bolj ali manj, in da moramo pristopati z pristopom o informaciji o travmi. Ne? In ta izobraževanja smo v bistvu že začeli za specializante, ampak to moramo tudi širiti naprej, in tudi nekako smo se temu zavezali, da bomo to širili naprej, kako sploh obravnavati rizične skupine, ker vedno strinjam se, da nikoli nisi tako dober, da ne bi mogel biti boljši. Ne? In da bo treba tu pač malo spremeniti ta pristop. In pa dogovorili smo se pa tudi, da bi bilo res pametno mogoče se naredi protokol, ker pač razen tega, to, kar smo že prej povedali, tudi mi naredimo prej ultrazvok, in more napisati prošnjo ženska, tudi na prvi stopnji komisije, da bi bil pa pol cel tudi protokol kot tak protokol napisan. Mi se zdaj držimo teh strokovnih smernic nekako, da bi pa tule dodali še te komunikacijske veščine, ki pač bi jih upoštevali v tem protokolu, da bi se ženska počutila manj, da bi ne imela občutka, da izgubi celo avtonomijo, ko pride pred komisijo. Tako da to predstavniki komisiji smo se zdaj nekako v lanskem letu, predlani smo se nekako prvič organizirali, da smo imeli en skupni sestanek, tako da namen imamo, da pač te zaključke tudi posredujemo na teh sestankih, zdaj pa seveda je pač odvisno od vsake komisije, kako se bo odločalo, kako bo sprijela to. Ja, pa tudi to, da pač ob tem, ker se mi ne zavedamo, ker hitimo ob našem delu, da je pač potrebno celostno informiranje te ženske, ko pride na komisijo, kar je bila tudi meni dobrodošla informacija. Najlepša hvala za odzive, torej nekako sklepi na koncu so bili dodatna senzibilizacija kadra, neko poenotenje teh postopkov. Ja, neki poenoteni protokoli, da bomo čim bolj enotno delali po celi Sloveniji, nekako tudi to, da bo manj ogrožujoči ali pa manj traumatični za ženske. Tako. Jaz moram priznati, da meni je bil tudi ta pogovor toliko, kolikor je bil do neke mere buren, da smo malo medijirali pogovore potem vmes, čisto zato, ker je kritiko težko podajati in težko sprejemati, potem nekaj konstruktivnega iz tega narediti, ampak se mi zdi, da smo prišli res do nekih takih zanimivih uvidov. Recimo to, kar je Barbara prej omenila, to vprašanje partnerja, se mi zdi, da je kar odprlo neko vid, ki ga prej nisem imela. Torej, ženska, ki pride upravljati splav, si želi imeti podporo, si želi imeti nekoga zraven, ampak kaj pa, če ta nekdo partner, ki bi jo pregovoril v to, da ne opravi splava. Kje so pa potem te meje nadzora, da če lahko stopi zraven v to sobo, da bi morda omejeval postopek. V primeru, da je ta partner nasilen do ženske in da jo na nek način nadzira. To pa še posebej. Ja. Eden od teh dogovorov skupnih je bil tudi, da bomo skupnimi močmi naredili nekaj na področju bolj celovitega informiranja in zato tudi danes tukaj sedimo. In pri protokolu ste tudi pozvali nas, ki smo sedeli kot aktivistke v tistem prostoru, da vam posredujemo kakšne predloge protokola. Tako da bi mogoče na tej točki tudi pozvala poslušalke, tiste, ki imate to izkušnjo z umetno prekinitvijo nosečnosti po 10. tednu, ki imate to izkušnjo s komisijo, če imate kakšne ideje, kako bi drugim za nami lahko ustvarjali bolj varen prostor, bolj miren prostor. Vas pozivamo, da nam pošljete te predloge na info@kuttransformator.com.
Se pa seveda zahvaljujemo tudi na tej točki za sodelovanje. Mislim, da ni samoumevno, da so dejansko možnosti spremembe v takšnem sodelovanju, pa tudi vama, Nika in Barbara, za podporo tej akciji. A bi morda še želela katera od strokovnjakinj prisotnih kaj dodati? Ja, mi seveda, jaz lahko za sebe obljubim, ne? to je vedno. Ampak ja, seveda se bomo trudili izboljšati. Jaz bi samo mogoče, se mi zdi zanimivo ali pa izpostaviti in razmišljati o tem, mi imamo zakon iz leta 77 in v bistvu te ogrožujoče tendence proti, bi rekla, zapiranju prostorov svobode, se mi zdi, da nas včasih tudi peljejo v smeri, da ne upamo o enih stvareh govoriti. In to je tudi po mojem posledica potem tega, da ne upamo govoriti, tudi neinformiranost oseb. Ni zdaj zato, ker imamo internet, ker avtomatsko ljudje so bolj informirani, ampak je treba o tudi težkih ali pa ranljivih ali pa tistih stvareh, ki morda so pod plazom, ki prihaja ali pa kaži je treba postavljati, po moje, pred jez je treba vzdrževati in ga graditi, ne pa čakati, da se bo podaril in upati, da se ne bo. Tako bi jaz rekla. Torej, to je bil nek povzetek teh zakonodajnih predlogov, ko smo izpostavili, to v bistvu bolj naslavlja pravilnike in neke postopke interne, ne zares zakona, ker se tega ne tikamo. Neke izboljšave tako. Za uporabnice. Ja. Zato, ker torej smo hvaležni za zakon takšen, kot ga imamo in pač je tudi to bil del te diskusije, torej kako občutljivo oziroma neobčutljivo je sploh naslavlja take stvari kot zakonodajne spremembe v neki družbeni klimi, ki bi lahko povzročila še hujše stvari in pač ki morda ne bi na koncu prinesla dobrih sprememb. Tako da tale današnja oddaja, tudi o tem smo malo govorili, pa lahko povemo poslušalkam, da je bila kar ta neka diskusija pri samih sebi, pa med nami, kako zdaj to izvesti na način, da torej informira, pa hkrati ne ogroža pravice do splava na kakršenkoli način, ker je pač ta linija tanka. Zmeraj so ljudje, ki bi lahko prisluhnili oddaji, pa morda poskušali te informacije uporabiti za slabo, ampak jaz verjamem, da vsi, ki danes poslušate, absolutno niste med njimi in zato bomo veseli vaših predlogov, kako torej to narediti še bolj udobno. S tem smo pa v bistvu prišli nekako do konca današnje oddaje. Smo skupaj poskušali graditi jez. Upamo, da nam je to uspelo. Zahvaljujemo se vam, da ste bili z nami. Najlepša hvala obema strokovnjakinjama, ki ste se nam danes pridružili. Hvala za povabilo. Ja, enako, hvala za povabilo. Hvala Barbari za pravno podporo. Hvala za vabilo. Tako. In hvala Metka in Tjaša, da ste bili z nami. In hvala Nika. Tako. Pa se poslušamo naslednjič. Adijo. Sektor Ž. Oddaja o feminizmu s feministkami za feministke. Vsak prvi četrtek v mesecu ob 9:30.